Najlepša hvala, pravite, vesela sva, dragi bratje in sestre v Kristusu, da smo danes skupaj, da bomo lahko skupaj praznovali to družinsko praznovanje in nedeljo, ki je vsaka nedelja praznik. Lepo bi se zahvalila Marjeti Blic, ki najde povabila. Tukaj seveda je treme in tudi včasih, kot se sliša, se je treba tudi za križe zahvaljevati, to je taka zahvala. Zdaj, mi dva bova skušala predstaviti nekaj božjih dotikov, ki smo jih doživeli v svojem življenju in smo za začetek dala na diapozitiv stavek iz Janejevega evangelija. Jaz sem trda in mladike, kdo ostane v meni, jaz v njemu, ta rodi obilo sadu. Kajti brez mene ne morete storiti ničesar. To je bil tudi najin odlomek, ko sva se poročila in skozi življenje čutiva, da je prav ta odvisnost od Božje volje in od Božjega dotika tisto, kar moramo živeti kristjani in kar živijo tudi mi dva. Zdaj pa, da se nakratko predstavijo, jaz sem Janez. Jaz sem pa Andreja, Švakelj. Temu diapozitivu smo dala naslov, oziroma, če se predstaviva skozi najno otroštvo mlada leta. Zdaj ne hočete dobro. Se bo dobro. Tvoja. Ja, tvoja. Smo bila kot ptica pod nebom, se pravi, jaz po govorici slišite na Žirovka, živim zdaj že red, druga se Štajerka, rojena na Ptuju in pač je lepo ostal do smrti, po mojem, se tudi preveč ne trudim, ampak kak pravijo, lepo ni gre, pa tudi ne. Torej, izhajam iz 4-članske družine, ki so bili ena taka čist klasična družina 70 letih prejšnjega stoletja, imam še eno leto mlajšo sestro, pa še hvala Bogu žile starše. Živeli smo v Ptuju, v župniji Svetega Martina. Sestra se je poročila v Kamnico pri Mariboru v župnijo Svetega Martina. Jaz sem se poročila v župnijo Svetega Martina. In danes smo v župniji Svetega Martina. To se pravi, taki vezni člen med nami je še vedno Sveti Martin. Ja, jaz ne morem skriti svojega izvora, jaz sem iz Žirov, rojen sem v družini 6 otrok. To lahko rečem je bila lepa mladost. V živeh smo živeli še tako kot stara, veliko smo hodili ven v naravo. Veliko smo se družili tudi z vrstniki. Nekaj tazga, kar mi je pa zagotovo ostalo v spominu in sem dolgo pridelval, je pa to, da so v osnovni šoli vedno povedali, da je velika družina znak nazadnjaštva, se pravi, znak nerazvitosti in v bistvu mi je to ostalo še dolgo potem in je bil ta, recimo, velika družina, se vidite, imam 2 brata, 3 sestre, mama je še živa, je stara 95, konče pa 2 leti nazaj, pa 97 umrl. Tako da lahko rečem, da smo srečna družina in da sem ponosen na to, da pa je bilo včasih tudi precej drugače, da so moji mami pa 3. otroku rekli, da bi bil pa že čas, da se to neha. In v bistvu je pač to zaznamovalo tudi mojo mladost do neke mere, da sem pa to prebolil in zdaj ugotovili v nadaljevanju, sem skušal tudi jaz iti po poti svojih staršev. No, iz točke infantka, zrasla dekle infant. Jaz sem imela vse več čas, vse življenje, eno
temu, da doma nimamo kmetije, mislim, iz podeželja, recimo, sem pa dosti preživljala dosti čas počitnice pri starih starših in se ob njih navdušila za kmetijstvo, sicer tako bolj seveda otrokom videti vse bolj idealno, kot v resnici je. Pa sem pol šla tudi v srednjo kmetijsko šolo za to in študirala tudi vinogradništvo in vinarstvo, zdaj sicer v tem foku žireh, nimam kaj početi. Ostala pa vsak v stroki, no, pa da sem vesela, da sem po končanem študiju vseeno ostala v kmetijstvu, zdaj se ukvarjam z varstvom rastlin. Imam malo bolj nepriljubljen poklic in inšpektorica, ki to sem iztakla na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Jaz pa ne vem, kako je ravno ta slika prišla na diapozitiv. Jaz sem poleg tega, da sem konje jahal, sem tudi hodil v šolo. Študiral sem biologijo in sem potem končal tudi magisterij iz mikrobiologije. V življenju me je veliko stvari zanimalo in sem rad študiral, med počitnicami sem pa vedno še mesec delal, potem sem pa vsako leto šel tudi kot vrt, tako da sem videl kar precej sveta in me je verjetno to zaznavalo tudi naprej v življenju. Študij sam, biologijo, jaz sem lovil tudi metulje, imam veliko zbirko metuljev. Naravo sem pač imel, ko sem pa študiral, ko se greš iz narave v celico, pa gledaš, pa kako ne vidiš več tistega bistva, tako da je v življenju treba nevedno razdeliti stvari na čisto majhne dela, da je treba gledati globalno. Tako da po mojem začetku kot asistentu na fakulteti sem nekaj časa delal, sem prišel na kmetijsko ministrstvo, no, božji prst vidim tudi v tem, saj je tam na kmetijskem ministrstvu delala tudi Andreja. Videla sva se, kdaj sem jo povabil na tortico, ona mi je razlagala, kako ima to skupino, pa ono skupino. Ne vem, kaj sem jaz govoril, vem, da sem imel kapo, pa sem rekel, da bi raje imel boljši avto. Ne, klapni pa nisem imel, da se še čisto vrne. No, skratka, lahko rečem tudi, da sem kot najstnik zanimivo, se mi zdi, vedno molil, kar precej molil za dobro ženo. Nisem se pa poročil, sem se pa šele v 37 letih, to se pravi, da je pa to. Molitev lahko rečem, zdaj po tolikih letih ne je bila uslišana. Da imam dobro ženo, po drugi strani pa si tudi kot mlad fant nisem predstavljal, da bi z eno ženo cel življenje živel, se tudi to mora biti pa ful dolgočasno. In verjetno se vsi strinjate, da bo sploh ni dolgočasno. To sigurno ne. No, kakorkoli sva se na ministrstvu za kmetijstvo spoznala, sva potem šla najprej na drugam, na inštitut, pa tudi jaz ministrstva, potem je pa prišel srečni dan. Pred 32 in 37 letih sem nismo prav zelo dolgo odločala po kratkem času skupne hoje na pripravo na zakon. Smo tam poslušala, mi že skupaj hodiva 11 let, pa razmišljamo, da bi se mogoče letos odločila. Same take zgodbe so bile ljudje skupaj 5 in več let, pa že 2 ali 3 otroci. Mi bomo pa mi dva rekla, ne, nič, čez pol leta spodima in čez pol leta se poročima. Tako da, je pri teh letih se mi zdi vseeno malo drugače, se hitreje človek odloči, je pa mogoče težje, ker je že bolj iz oblikovanja, sem točno vedela, kak mora biti temperatura v spalnici, kak mora biti rolete dol, on je točno vedel, da mora biti mrzlo v spalnici, pa rolete gor. Tako da bolj s temi takimi tehničnimi zadevami po enem mesecu slušnega življenja smo se res s takimi resnimi življenjskimi problemi ukvarjali. Lahko si mislite, v kakšni spalnici prej spiva. V topli spalnici roleta pa dovolite, da je tople gor.
tudi njeno varstvo in jo je jemljala kot priporočnico v najnem zakonu in da smo vzela tudi odločitev vseeno zaresno. Ja, da smo pa vzela zares, ker smo lahko povedali, ko se še zdaj vem, kakšna so bila vrata na cerkvi na Ptujski gori. Tak visok prag je bil in ko sem jaz moral stopiti čez tisti prag, je bilo to hujš kot na vsakem izpitu, ker sem se zavedal, da je to dejansko res življenjska odločitev in je bilo to čisto res, in so me potem sodelavci sprašvali, kako je zdaj. Jaz sem rekel, zdaj pa drugače. Ampak seveda, ker dejansko sva bila to časa ne sama, vse sva točno vedela kako, in lahko vam povem naprej, ko so me drugi še na Kitajskem sprašvali, ženske, kdaj se je za to ročil, se rekel, ne sprašvali, ker jaz sem se poznal. Da je pa vsak čas je pravi čas, ki ga damo. No, jaz sem imela tudi kar nekaj teorij o tem, kako na začetku je pametno začeti, ne vem, eno leto brez otrok, pa da se navadiš, pa uskladiš, pa prilagodiš drugemu, pa mislim, smo bolj samo teoretizirala, ker namreč že 9 mesecev po poroki se nam je prvorojenka že pridružila in je bilo teh teorij konec. In sem hvaležna, čutim veliko hvaležnost, res, da nam je Bog podaril 6 živorojenih otrok in 4 angelčke. Ja, zdaj teh teorij je veliko, jaz se še točno spomnim, ki mi je povedala že Andreja, da ima samo da pač mogoče ne bo otrok, in pa sva si jih seveda želela in nama jih je pač Bog namenil. Zdaj imamo 6 otrok, se pravi Katarino, Lucijo, Petra, Ano, Klaro in Marijo. Mogoče je res otrok blagoslova, ko so dobila prvo, Katarino, smo šli na eno praznovanje moji sestri, ki je imela že takrat 5 otrok. In to še jaz, ko sem bil iz velike familije, se to pa ni življenje, to pa ni nečas. Ker ona je poleg tega, da je 35 ljudem stregla, je še skrbela za 5 otrok, in sva pa komaj zagotovila vse potrebno za najno Katarino. Res je, da je bila precej živahna, je bila pa rojena 3 tedne prej, tako da meni je kolega, ki je rekel, Janez, rodila se je en dan prej od 9 mesecev po poroki, za tisti dan mama ni videla. To smo se hecali. Je pa res, da je najna prva imela huda topijski dermatitis in sva se s tem zelo veliko ukvarjala. Mogoče nama je za to namenil tudi več otrok, da sva bila pripravljena sprejeti to, recimo, ko sva hodila pa v Italijo, pa na Hrvaško, pa kako bomo to pozdravili. Zdaj ta naša najstarejša punca stara je v 22 letu in pač živi s tem in smo to sprejeli. Dolgo časa je pa to trajalo. Ja, to nesprejemanje pa reševanje smo zelo konkretno, ali pa jaz sem zelo konkretno to doživljala in tukaj nisem jaz sprejela, tudi njena bolezni, jaz ni sprejela tudi ona. Zdaj, ko se mi zdi, da smo nehali, mislim, jaz sigurno iskati te rešitve, je zaživela tudi ona, kljub temu, da pač je na hudih zdravili in da smo brez tega ne bo šlo celo življenje. Ja, življenje pa seveda nekaj brez križov in preizkušnjo. Jaz sem takrat leta 2013, ko sem bila noseča z našim Matejem, 6. dojenčka smo pričakovali, prvič doživela, kaj pomeni, ko se srečaš z diagnozo, ki je ne pričakuješ. Nikoli prej, pri vseh otrocih nisem šla nikoli na nobene preiskave, nikoli se nisem niti pomislila na to, da bi naredila splav. Tudi tokrat ne, ko so mi povedali diagnozo, pa vendarle sem pa začutila tisto, da bi se zdaj zlagala, če bi rekla, čutila sem, da me Jezus drži za roko in mi govori vse v redu.
Takrat, v tistem trenutku, ko ti povejo, tvoj otrok ima trisomnijo 18, so postavili diagnozo, to bo VG, ki si sploh nisem predstavljala, tudi kaj to pomeni. Ja, sem bila najbolj hvaležna za to, da imam moža, ki me podpira v takih situaciji, da smo bila skupaj, da smo lahko skupaj modila na izročju. Ko sem bil še fant, sem tudi razmišljal, da mora biti zelo grozno, če imaš otroka s posebnimi potrebami. Potem je pa prišlo do tega, da sem bil tudi nekaj časa, nekaj let v društvu Barka, se pravi predsednik društva, ki skrbi za te ljudi s posebnimi potrebami. In sem, moram kar poznati, tam spoznal, da mnogi tisti, ki so posebni, so bolj normalni kot normalni ljudi. Tako da sem takrat, ko so to zvedla, sem lažje to preživel, zato ker, a veste, kako si človek misli, pa tak fejsmancem, pa meni se lahko kaj kaže, da pride nekdo nekaj z napako, otrok z napako. Kljub vsemu pa moram reči, da nas je to povezalo tudi zato, ker so se zelo otroci veselili tega otroka, tega bratca. Jaz sem zelo hvaležna, da takrat sem se spraševala 1001 stvar, kako bo to življenje izgledalo, če se bo ta otrok živ rodil, kaj to pomeni za našo družino. In sem bila zelo hvaležna za prijatelje iz skupnosti krščanskega življenja, ki so dali to skozi eno podobno situacijo, seveda je vsaka po svoje, so z nami delili njihovo izkušnjo in takrat sem se umirila. In po tej umiritvi, mislim, 14 dni po tistem, se je Matej rodil mrtev, ampak midva smo bila na to pripravljena. Vedela smo, kaj lahko pričakujemo ali pa prosimo v bolnišnici. Moram reči, da so bili zelo razumevajoči in mama iz te grozne izkušnje vseeno lep spomin, pa je moramo reči dobro izkušnjo. Ja, mogoče bi še samo to meni zgleda, ima še vedno prenajo, ko se spomnim, kako je naš Peter rekel, ni fair, vedno pa sam hvali, da me to zgleda. No, pa preizkušnji še ni bilo konca. Čez dobra 3 leta moram reči, da sem bila stara 48 let in že nekako prepričana, da sem mene, pač je konec. No, ampak pa vseeno se mi znaki kazali na to, da to pa bo neka čudna bela, da to bo kar nosečnost. In res pobe ginekologinja, ja, to je, če bo super. No, začetek je bil v redu, dokler se ni najina kri nekako pomešala, ker sem jaz RH minus, ona je RH plus in bolje prišlo vse, nekam, izvidi so bili čudni, otrok pa normalno, tako lahko rečemo. Ja, to jaz sem še študiral te stvari, tako da proti telesa, tisti titri so rasli nemogoče, tako da proti telesa, proti otroku so tako naraščalo vsak teden, da je res takrat je venarno groza. Če sem v prejšnji nosečnosti bil jaz močnejši, je to kar bolj zaupala Andreja. Je pa res, da se je hvala Bogu vse dobro izteklo in imamo zdaj med nami tudi Marijo, ki bo čez nekaj dni upihnila 6. svečko in je veselje vse družine, tako da smo tega zelo veseli. Tu smo pa dala pa to fotografijo, ker je bila takrat porodnišnica zaprta, pač neke viroze in to obdobje je bilo in jaz sem bila že 3 tedna na bolnici in otroci niso mogli mene in bolj smo tako čez okno dol, smo malo pokazali, da so malo vsvetiti sestrico Nataljavo, da so lažje preživeli oni, predvsem pa Janez, da treba za sebe skrbeti. Ja, no, v takih trenutkih pa čutiš tudi mislim, kaj pomeni žena.
dejansko je to treba za vse otroke vrtec, šola, čaji, to pa še v Ljubljano, tako da to so bili, no, sicer malo bolj naporni tedni, ampak smo zvozili. Zdaj bi pa mogoče povedala še nekaj o naših 3 lokacijah, kjer smo živeli, se pravi, najprej smo živeli v Ljubljani, tam smo imeli, tam sva pač živela v stanovanju in smo imeli 2 otroka. Potem pa, ko je bila Lucija stara 2 dni, Katarina pa 2-3 leti, sem jaz v porodnišnici Andrej rekel, kaj pa če bi mi šli malo v tujino. Je rekla, bi šli v Rim, jaz se govorimo s možem, to pomeni, če si. In pa je rekla, bi pa na Japonsko, bi pa na Kitajsko šel, jaz tam že kot študent bil, učil sem se tudi kitajščino nekaj let, poleg tega, da sem poleg študija še kitajski jezik in tudi kot otrok, še v času tika sem videl tiste nasmejane obraze in se kot to pa mora biti dežela vredna ogleda. No, ogleda je res vredna, ampak niso vsi nasmejani, vseh svojih ljudi, so tako tudi tam. No, jaz sem z velikim zaupanjem takrat pristala, sem pa jo je nekaj kandidirala, mislila sem si pa, kje se na dobo se ne bo še imenoval, ne? No, mi pa nekaj čisto vseh podrobnosti povedal, da je to dosti šansi, potem, ko je bilo prišlo, da moramo iti, ni bilo drugega, kak da gremo, ne? No, in tak smo leta 2005 odpotovali na Kitajsko, tam preživeli 4 leta potom. Ja. Tam nama je, videla smo da prej v župni Svetega Jakoba v Ljubljani in tam smo imeli patra Kokalja, ki je bil tudi misionar in oba se spomneva, tiste njegove. On je bil kar vesel, naši domači so bili bolj zadržani, ampak on je rekel, vodita široka. In dejansko, ko greš v tako čisto drugo državo, je potrebna neke vrste sprejemanja drugačnosti, širina in če ne bi govoril o kulturi kitajske, ampak lahko pa povem, da za našo družino, ali vsaj za najo, je to zelo blagodejno, ker prej, kot je Andrej rekla, sva točno vedela oba, kaj je prav, in sva se stalno, zdaj bomo šli k vašim, ali bomo šli k našim, in Andrej je zelo planski človek, ne imela že 3 mesece naprej vse zablokirano, vse je rezervirano, je rekla, se nisi nič rekel. Vse smo bili že prejšnji del prva, samo jaz sem imel 5 bratov pa sestra, Andreja samo eno, to ni nič štelo. Tako da, ko smo bila midva, ali pa recimo, ko smo praznovali, ja seveda v žileh pa delate tako. Tako da smo v bistvu na Kitajskem šele uspela ugotoviti, kaj je res najin način in praznovanja, in druženja, in sva bila v bistvu sodobno tehnologijo tudi povezana z domačimi, koliko sva hotla, Skype je bil že takrat na voljo. V bistvu sva pa res z družino živela svoje življenje, ki je bilo naša skupna pot. Meni se je zdelo, ko smo prišli na Kitajsko, je tam že živela ena slovenska družina in jaz sem moram reči, da tiste ženski kar malo prestrašila, ker tam je bilo vse grozno. Nje je bilo, vsi so smrdeli, vsi so grdo gledali, vse je bilo namazano, vse res sem kao, če bo to tako nebo gledano. Tako da se mi je zdelo res to, kar nam je rekel pater Kokal, biti širok, pa gledati dobro v drugem, ne? Ker če bomo gledali to, da so to isto ljudje kot mi in da je tudi v njih Jezus, ne? Da iščeš v tistem človeku tudi Jezusa, čeprav niso imeli drugo vero, ne? Bo nekako šlo, no? In res, da se moram se hitro navapla in da smo se imeli čist super. Kar je bilo zelo dragoceno za nas, je pa to, da smo našli eno župnijo,
pač te, kamor so živeli, hodili Polkmaši, to je bila ta uradna kitajska cerkev, južna katedrala, eno uro vožnje v eno smer, ampak to se pač pelješ, hočeš v maršu se pelješ. In takrat tam smo živeli, ena velika družina, je bila močna filipinska skupnost, Filipinci so imeli odličen zbor, pripravljali si vsako nedeljo kateheze za otroke, da so otroci šli med maršo posebej, in so tam bolj imeli eno svojo katehezo. In smo bili res zelo povezani in cele nedelje tudi skupaj preživeli, tako kot bratje in sestre v Kristusu. No, to nam je bilo res zelo dragoceno. Žal smo imeli takrat preveč majhnih otrok, pa težave, recimo z varuška zvečer, ki se drugače najmanj tudi v zakonsko skupino, ki pa žal nismo mogli takrat. Ja, mogoče še samo to, res je, da smo v tisti cerkvi poznala tudi 10 tajnih agentov, ki niso bili več tajni, znali so lepo angleško, pa so dobro govorili. Cerkev je bila vsa pod kamerami, in ko smo dali krstiti našega Petra, ki se je tam rodil 2 otroka, da se na Kitajskem rodila tudi, so tega patra Francisa, ki je bil Kitajec, 2 dni pred njegovim rojstnim dnem, ko smo mu vsi pripravljali neko lepo fešto, so ga v času olimpijskih iger poslali na jug Kitajske, 4000 km južno, in kljub temu, da smo pa, da so šli ta skupnost prositi oblast, da bi čakali vse 2 dni, ni bilo šans, da ta pater Francis, ki je našega Petra krstil, je en dan pred svojim rojstnim dnem moral na jug. Poleg tega smo pa imeli tudi še druge možnosti, tudi je bilo nekaj tujih jezuitov, ki so bili tam. To so bilo, če si predstavljate, ko prideš v cerkev, moraš imeti diplomatski potni list zraven, ker sicer pride policija in zapre vse. Tako da to je, kakor se lepo sliši, je to še vedno policijska država. In ljudje so pa tako, kot pri nas, so dobri, so prijazni, seveda je pa veliko tudi tistih, ki vejo zakonodake kot denarnice na 2 nogah. Tukaj je mogoče, da tam je pozitiv, zelo radi imajo otroke, ta desni, ta predzadnja tukaj, ker nismo imeli 6 različnih varuš, ker pač se je treba z njimi tudi pogajati za to, ampak 6 varuš, ki so bile vsak dan od ponedeljka do sobote z nami, po 12 ur. Ljudje so se pa zelo radi slikali. Vem, da sem razdelil, če ne 10 000 svojih vizit, ker je vsak hotel imeti povezavo z nekomi zahoda. No, kljub vsemu je bilo to, jaz mislim, zelo lep čas za nas. No, 2009 pa smo se vrnili nazaj, pa smo se vrnili v Slovenijo, ne več v Ljubljano, ampak je med tem Janez Zavrad bil tako prijazni in je zgradil hišo v Želi. Videla smo, da pri taki, takrat smo bili že pač 4 otroci, 6-članska družina, da v mestu Ljubljana ni okolje, kjer bi se dalo kvalitetno živeti, no taki občutek smo imela in smo si želela bolj naravo, pokazala se prilika in smo se odločili, da gremo v Žiri, čisto naravo, čisti zrak, čisto vodo, to, kar smo v Kitajske najbolj pogrešali. Ja, v bistvu je pa tako, da če je bilo še takrat mogoče nekoliko drugače na podeželju, kot je v mestu, pa lahko rečeva, da danes nikva tudi za družine, da je s to spletom, svetovnim spletom, z vsemi mogočimi odvisnostmi, lahko rečem, da nažalost ostaja tudi podeželje podobno mestu. Sicer se vsi, tako verjetno tudi v Poljanah, tudi v Žireh, se vsi poznamo in sosed več vejo o tebi kot sam. Ampak to še ne pomeni, da so otroci varni, teh odvisnosti od interneta, od mamil, od alkohola je veliko in rastejo. Tako da žal
Žal je tukaj, malo na srečo smo verni, lahko kličemo Božjo pomoč tudi na to, ker, ne vem, večkrat sem že rekel, da vsi poklici, ki so na svetu, jaz mislim, da je najtežji poklic, je biti dober starš in do konca ne veš, kaj bo. In zdaj trenutno imamo, zdaj zadnja leta imamo vsaj po 14 in to je vedno, kar bom rekel, kar izziv. In nikoli ne veš, lahko rečeš, naredil si to najbolj, kar sem najbolje znal, sigurno pa je tukaj doskrat treba klicati Božjo pomoč. Ker tako kot včasih točno vemo, kaj je bilo prav, ne včasih, običajno vsej mi starejši vemo, kaj je prav, ampak Bog obrne čez drugače in vidimo, da je pol čim drugače prav in da si je Bog drugače zamislil in se mu moramo zahvaljevati, seveda, čemu sledimo. Ja, se pa tudi dinamika iz leta v leto spreminja, no, hvala Bogu, otroci rastejo, zelo dve študentki, 2 srednješolca, eno osnovnošolko, pa eno še vrtcev, no, tako da, ja, gnezdo se prazni včasih. Ko bova šla v dom starejših, bova pa še ta mlajša dala v srednjo šolo. To približno tako je, to res je. No, vrnitvi v žiri so se tudi na poklicnem področju, predvsem za Janeza, pojavili novi izzivi. Ljudje so ga začeli nagovarjati, da bi kandidiral do župana, nekako je biti župan v enem takem kraju, kot so žiri. To je služba za 365 dni, 24 ur na dan. No, ampak se mi zdi, da smo oba stala nekje, da smo se skupaj odločala, ali reči ja ali ne, pred tem izzivom, da najlažje rečemo ne. Ne pa naj bo drugi. Sprejet. Mi je prvo lepo rekla ena gospa tu na poti v cerkev, če se tu med nami, ki je rekla, jaz sem pa ugotovila, da ena toliko gnoja na tebe mora pasti v življenju, da se rasteš športne. Tako da ja, smo mogoče tudi na ta način Janez rekel ja, ker je to imelo posledice ne samo za njega, pa se seveda držilo tudi za otroke. No, za mene pa več delam, mogoče se več fizičnega dela. No, prav zdaj je to odločitev za kandidiranje za župana pred 14 leti. Že zdaj sem sprejemal na duhovnih vajah v Tišini, kjer sva z Andrejo bila vsako leto. In v bistvu vsako leto si vzameš nekaj vprašanje in lahko rečem, da mi Bog takrat ni neposredno spregovoril. Ja, prav, takrat sem pač dal pristanek in sem šel to. Če vzameš to kot klic, da nekaj dobrega narediš, se mi zdi, da je to pač riskirano. Vsekakor se mi zdi, da smo kristijani v Sloveniji dostkrat bolj navajeni, da se skrijemo, pa da rečemo vse bo kdo drug. Dejansko tako malo imamo to, kar imamo. Pa da nisem zdaj, da smo vsi desni dobri, levi so pa slabi. Tukaj se mi zdi, da je še vedno izziv za vse nas, da rečemo kdaj tudi ja. In tudi naslednje funkcije, ki sem jih imel, recimo, je bilo tako, da bi dostkrat bilo lažje reči ne. Je pa no, da bom še malo bolj besedo. Tukaj na desni sem kot župan opravljal lepo nalogo, da sem poročal eno od vaših sofaranka. Takrat je človek res vesel. Seveda, kot je Andreja rekla, velikokrat je pa tudi tako, da se moraš odločiti in odločitve, če si na mestu odločevalca, so dostikrat se ne odločaš med dobrimi in slabimi variantami, ampak se odločaš med slabimi in slabšimi. Tukaj pa čas tudi ne sliš prav dobro in je to
tako kot je. Na vsak način pa se mi zdi, da je za zakon zelo pomembno, da sta nekako, da se dogovorita, ali tudi za vsem. Prva stvar, ki sem jo tudi vprašal, ko sem bil pred tremi leti, so me spet vprašali, ti šel za državnega sekretarja, pa to pa se rekel, joj, pa so že enkrat rekel ne. Posla pa z Andrejem skupaj rekla, sej nekdo pač more tudi to upravljati in sva se zavedala, da ima to težko, da bo v bistvu kakšno dobro leto, ker sem to upravljal težje, ampak evo, smo tudi to preživeli. Zdaj Bog te kliče in pa, če se odzoveš, je to pač to. Bom pa še tako, no, moram pa reči, da ne izgleda, da jaz veliko delam. Andreja je že na Kitajskem imela 100 poslov, 100 zadev, 1000 klicev, tako da sem jaz v bistvu isto je pa zdaj, ne, majhnih funkcij na župništvu, v skupini, v to, v tem. Tako da jaz mislim, da je za vsakim moškim stoji zahtevna in uspešna ženska. Ja, jaz sem v bistvu hvaležna za to, da imamo toliko otrok in imam možnost delati skrajšen delovni čas, da izdelam samo 4 ure, 20 ur na teden in mi bolj ostane toliko več v prvi vrsti za družino, da to pošlihtamo. Pa tudi za te stvari, župnijo, za Karitas, za take stvari, ki meni dosti pomenijo, pa se mi zdi, da pač človek rabi nekje tudi to noto socialno sočutja vzgojiti, pa se da ta razpolaga, kako je rekel župnik prej, prejemaš takrat, ko daješ. No, da pa ne bo, to zdaj tako izgleda, da je pri nas vse, pa mi, tudi pri nas se glasno pogovarjamo, tudi pri nas, da gremo po drugih poteh, kot jih Bog za nas, kot jih ima Bog za najo, za našo družino, pa mislimo, da bomo s svojimi mišicami kaj rešili. Zato smo mi pa zelo hvaležna za vse skupnosti, skupine, kjer nam kažejo nazaj, pa naj usmerjajo, vabijo nazaj na pravo pot, so najmi prijatelji, naj spodbujajo, molimo drug za drugega, in skupaj iščemo Boga. Zdaj mi smo tukaj na zadnjem slajdu dala nekaj teh skupin, v katerih svojim čutva, da nama pomagajo, so v zakonski skupini parov, ki so iz cele Poljanske doline, delamo pa po že nekaj let po programu Tiža, družine in življenja. To se nama zdi zelo pomembno, da se podobno misleči ljudje, ki imajo seveda podobne probleme na koncu, da se podpiramo tudi v tem, da vidimo, da nam veliko ne gre, tako da bi radi. Ena druga taka skupina je skupnost krščanskega življenja, kjer so veliko, pa jaz osebno sem veliko dobil tudi v tej jezuitski duhovnosti, recimo duhovne vaje v tišini in predvsem to, pa branje Božje besede vsak dan. No, 4 leta zdaj pa tudi Exodus tisti, ki jaz pravim, meni so rekli na eno, eni na drugo. Mislim, da je bistvo vsega poti za Jezusom je ta, da če delaš tisto, kar ti pomaga prirasti, je to dobro, ali pa je zdaj to mrtvo duš, ali je to askeza taka drugačna, ali je to v bistvu mogoče zanimivo, me je prejšnji teden, ko sem bil želja bratranca na obisku, je rekla, preverna je rekla, a ti lahko kaj postrežem, je rekla, a boš kavo, a boš piškote, a boš kakšen post, se rekel, čist vse kljubce si naredil, ne jem, ne pijem, nič, ampak tečem si pa to, da ne more biti. Tako da to je tisto, ker v bistvu bistvo tudi skeze je to, da si boljši, ampak žal je naša narava taka, da je spremeniti sebe najtežje
a ne. Zato pa sem predvsem zelo vesel, jaz kot tudi zdaj, če gledam malo širše, sem zelo vesel, da smo v Poljanski dolini živeli doma v teh krajih, kjer je družina še vedno vrednota, kjer je vrednota vera, poštenje, delavnost in v bistvu to nam daje upanje, ali pa meni osebno daje upanje, da smo na pravi poti še vedno, a ne, tako kot je sestra Andreja povedala, da v bistvu jaz meni, I mir, myself, jaz. V bistvu to je ta egoizem in potrošništvo nas ne bo pripeljalo nikamor, jaz upam, tako kot kaže, ne v Poljanah, ne v Žireh, ne v Celiško-Celoški. Mislim, da je še vedno Bog vesel od vseh nas. Ja, kaj ne rečemo za konec? Jaz sem kar uporabila besede vašega župana. Kako moramo držati? Sem povedala polansko, ne? Ampak ja, to se mi zdi res se povezovati med sabo in biti veseli kristjani. To si jaz želim, da bi ljudje na življenju, tam, kjer smo, ne samo v cerkvi, kjer smo vsi mi ta isti skupne, ampak tudi v življenju ljudje spoznali, da je naš vir veselja in da smo zaradi tega vira ne boljši ljudje, ne se postavljati na druge, ampak bolj pa veseli življenja. To pa je. Tako da, Bog vas blagoslovi. Hvala.